Poslušate Radio Sora. Slovensko kmetijstvo danes stoji na pomembnem razpotju. Povprečna starost nosilcev kmetij je okoli 63 let. Mladih pod 35 let pa je le približno 3,5 %. Prav zato smo tej temi posvetili oddajo v okviru LIDER, projekta Radio Sora, kjer se sliši glas podeželja, ki ga izvajamo skupaj z razvojno agencijo Sora. Oddajo je pripravila Martina Kolenc-Novak. Zelo sem vesela, da so z nami tisti, ki so si vzeli čas navkljub natrpanemu urniku in se nam pridružili, da povemo, kje so glavni izzivi in kje so tudi tiste prednosti mladih prevzemnikov in tudi življenja na podeželju. Z menoj Jakob in Zvonko Dolinar, lepo pozdravljena. Stare Oselice, kmetija Prleskovc, kmetujete na več kot 30 hektarjih. Vaš zaščitni znak je sir Oselčan, ampak ni pa to edini izdelek, s katerim se lahko pohvalite, in o tem bomo. In to je naš primer dobre prakse mladega prevzemnika pri rosnih komaj malo nad 20 leti. Z nami pa mogoče bodoča mlada prevzemnika Eva Vrevcijenko in Matevž Jenko z kmetije Matevž z Reteč. Živja, pozdravljena. Rekla sem mogoče, zakaj? Ker bomo danes povedali, kje so tiste ovire, zakaj se za ta korak pri vas, na vaši družinski kmetiji, tudi družinska kmetija, še niste odločili. Pa začnimo mogoče s primerom dobre prakse. Zvonko, včasih so bile tradicije, da se, ko je mulc že star, tam 50, prevzema kmetija. Kako da ste se pri vas vendarle odločili in videli v Jakobu potencial, da mora mlad človek prevzeti kmetijo? Ja, to je tako, včasih so delali meni lučite ključa, to je en tak prehovor bil, jaz mislim, da v današnjem cajtu bi mogli biti malo preko tega, Meni se zdi, če imaš naslednika, pa da je pripravljen prevzeti, da je tu sem za poparjeta. Na naš kmetiji so drugače 4 otroci, Sam so se otroci že med seboj malo pomenili, kad bi bil, da z te strani tudi ni bil problema. To je pomemben podatek, To je res pomemben. Jakob je že od malha kazal tu zanimanje za kmetijstvo. Tako da jaz nisem njemu, tudi če za naše razmere je tu ni lih običaja, sploh nisem njemu kakšnih predsodkov, pa kaj, da ne bi dal kmetijo naprej. Jakob, je bilo breme na začetku, ko ste se mogoče čisto po naravni poti pogovarjali, da postaneš mladi prevzemnik? Kaj te je najbolj skrbelo oziroma kako močna motivacija je bila to res močno zaupanje očeta? Ja, mislim, da je zelo pomembno, da mladi dobimo besedo in uveljavo, da nimamo občutka, da smo samo hlapci na kmetiji, da imamo res eno besedo pri razvoju pa pri vseh stvarih. Je bilo pa tako, da ni bilo tako na hitro, ni bilo kar čez noč, Si vse stvari že preden sem prevzel, smo se skupaj odločili za stvari, pa tudi pol kasneje, ko si na papirjih prepisali, še zmeraj smo se skupaj odločili za stvari. Še zdaj vprašam za mnenje, se pol sam odločim, kako bo, ampak mi veliko pomeni, če se tudi oče strinja, kaj se bo delal, kam se bo vlagali, tak, da je bil zelo postopoma, ta prenos ni bil tako na hiter. Je pa res, to velika motivacija, če vidiš, da je to res, kako bi rekel, tvoje, da imaš ti eno besedo veljavo. Sploh pa to, da vidiš, da imajo starši zaupanje vate, tudi pol veliko lažji peljati stvari naprej. Matevž, Eva, pri vama verjetno zaupanje ni težava. V tem trenutku sta v velikem investicijskem ciklu na vaši kmetiji Matevž. Eva tudi sama pustila svoj poklic, da tako rečemo, in se odločila, da bo medicina na strani, pa da bo kmetijstvo in predelava mleka na prvi poziciji. Kje so tisti zadržki v tem trenutku? Vendarle živite družinsko življenje, na kmetiji starša še veliko pomagata. Kaj je tisto, kar vaju bremza, da se ne odločite še za tak korak? Tako je Jakob rekel, da te stvari, da so že zdaj tečejo usporedno. Sodelujemo starši pri investicijah, pri vseh idejah. Takrat bo mogoče enkrat to po prevzemu. Gledamo o teh stvarih, ampak zaenkrat
nismo imeli ta pravega trenutka, da bi se v to spravili. Željo imam jaz, pa tudi pač oče, da tudi porihtamo ta prvo te stvari. Jaz imam tudi 2 starejša brata, pa enega mlajšega, ker tudi še ni polnoleten. Je tudi pač za me zelo pomembno, da te stvari pošten, pa tako je treba rešimo, da smo tudi, da bomo tudi prijatelji, pa vse te stvari, to ni tako enostavna stvar. Jaz mislim, da mogoče je pa bil največji problem to pri tem delu, kar so ga mi zadnja leta z Evo naredila na naši kmetiji, je od naja zahteval zelo veliko časa, zelo veliko energije, pa živcev, čisto tako povedan, in se pač še nismo bili pripravljeni to spustiti. Čakamo en prav trenutek, bo pa počasi, če bomo hoteli kaj še izkoristiti na ta način, bomo mogli pa pač se tega lotiti pa speljati. Eva, kje sama mogoče vidiš še kakšno dodatno oviro, poleg teh, ki jih je Matej že naštel, ali mlado prevzemništvo vpliva potem tudi na finančno sliko mlade družine, vrtec? Predvsem se po mojem vedno znova vračamo k temu, da nam trenutno manjka čas, da bi se res poglobil v to in razumel, kakšne posledice bo vse skupaj imela. In midva se pač zaenkrat še nisva s tem veliko ukvarjala, tako da niti ne bi znala točno reči, kakšne bojo posledice, ampak bo pa treba sigurno to temeljito premisliti. In tako kot je Jakob rekel, to ni pač stvar, ki jo narediš čez noč. Je pa tako, da v situaciji, kot smo zdaj, kjer Matevž v bistvu s Pavletom Stastom čisto enakopravno vodi kmetijo, tudi nisva bila še prisiljena iti v to. Tako da zdaj trenutno je večji poudarek na tem, da razvijava dopolnilno dejavnost, zato ker nam je to dalo tudi zdaj možnost v zadnjih letih kmetijo naprej razvijati in je imeli to nekako prednost pred tem. Prevzela bova v vsakem primeru. Zdaj, če vse bo sreč še kot mlada, bomo pa videli, kaj bo čas prinesel. Rekla si, da še niste imela časa se usesti in razmišljati o tem, ker je to postopek, ki je močan na birokratski strani, ali so kje druge še ovire? V zvezi z dopolnilno dejavnostjo sva že tipala ta teren tega vstopanja v te razpisne obveznosti. Tako, sva tako, da približno veva, koliko časa je zahtevalo od naja, pa recimo mogoče še to tisti največji problem, ker sva dobila 2-krat slabo izkušnjo in mora biti tisto mena taka bremza, ker naj jo zdajle bolj si previden. Velika stvar je pa pač, da je tudi en kup je še enih stranskih dejavnikov, na katere ne morava vplivati. Zdaj željo imava v družini zadeve pošlihtati, da gremo čiste vesti pač pol naprej kmetijo razvijati. Tudi tukaj pač se pol spet neke birokratske težave pojavijo, kjer pač zadeve tečejo zelo počasi. Včasih počasneje, kot bi se mi to želeli. Pa nekakšne ne moš vplivati, Redki ljudje so še takšni kot ti, vsem se neskončno mudi. Ti me poslušaš v tišini, začutiš stvari, ki jih srce govori. Če po naključju se nama zgodi, da pot med nama se razdeli, če mene mir prevzame, dosegu rok boš zame leti, ti takšen si. Ker brez besed boš povedal, da imaš me rad, in brez besed boš priznal s pogledom takrat, da sva v redu. Vse dobro bo, da boš ujel mi modro nebo. Ljudje, ki čutijo kot ti, imajo nekaj, kar v drugih več ni, tople oči. Kdo še v teh časih besedo drži, upanje v drugem budi, a jaz naslonim se na te, zaupam stvari, ki jih razumeš le ti. Če po naključju se nama zgodi, da pot med nama se razdeli, če mene mir prevzame, vem, da na dosegu rok boš zame
oči. Da sva v redu in vse dobro bo, da boš ujel mi modro nebo. Ljudje, ki čutijo kot ti, imajo nekaj, kar v drugih več ni, tople oči. Človek človeku bližina se zdi, če mu ob strani stoji. In ne glede, kaj med nama se kdaj zgodi, vem, da ob meni boš ti. Nina Pušlar in pa Tople oči, mi pa nadaljujemo z našo oddajo v okviru projekta LIDAR, Radio Sora, kjer se sliši glas podeželja, ki ga izvajamo skupaj z razvojno agencijo Sora. Prehranska varnost je strateškega pomena, vse manj pa mladi vstopajo kot prevzemniki kmetij, že v letih, ko so še polni idej in inovativnosti za nove tehnološke posodobitve in pristope. V naslednjih minutah bomo prisluhnili primeru dobrih praks prenašanja lastništva iz starejše na mlajšo generacijo na škofjeloškem območju. Kako pa Prleskovc, če pogledava nazaj, kako je potekal prevzem kmetije, kako ste jo prevzemali vi? Je bil kakšen papir manj? Zvonko. Ja, no, jaz sem v bistvu, če tako gledamo, sem bil malo cajta lastnik kmetije, če tako gledamo, a ne, sem že kar dolgo delal na kmetiji prid, kot sem jo dobil, a ne. Čeprav v prvnem pravimo, da je kmetija naša. Ankoli nismo delali kmetija, je moja, ni jata tak delal, nisem jaz, tudi Jakob, mislim, no, lahko reče, da je njegova, kaj je, a ne. Sem v tem smislu, med drugim smo delali kmetija je naša in smo tako delali, ne, in tudi, če je bila kmetija nata, jaz njemu, mislim, frej roke sem lahko delal, a ne. To moram poudariti, a ne, da je bilo tako. Mislim pa, da je tudi, če eden prevzame, mislim, jaz imam 4 otroke, a ne, ni prav, da je tiska prevzame, da je še kaj odgovoren za ostale otroke. Mislim, so vsi moji, a ne, jaz bom že pomagal, kar bom lahko, a ne zdi se mi pa prav, da je tu breme na kmetiji, a ne, za na hribovsk kmetiji je že tako, dost težko, a ne, mislim, je treba vrn delati, a ne. To je, mislim, to je moje stališče, ne, mislim, da... Da ste oče, imate pravico do njega. Jakob, če pogledava na papirologijo, ki v obdobju debirokratizacije zelo veliko govorimo o tem, da je papirjev vedno več, da je v bistvu učinek ravno nasproten. Te je to kdaj skrbelo, recimo, ali pri prevzemanju, ali ko se mogoče si se loteval novih idej? Ja, pri vseh stvarih me ta papirologija najbolj skrbi. Ja. Pač ne znajdem se, probam se znajti čim bolje, ampak je to enih sprememb. Ja, tako se rekli, ta debirokratizacija, vsi jo tako radi omenjajo, to se pa še ni naredil, nikoli sem več teh papirjev. Že zdaj mi je težko slediti, na začetku je bilo pa tega res velik stvari se je bilo treba naučiti. Težko najti informacije, pač kmetijstvo je taka specifična stvar, pa še vsaka kmetija se razlikuje, kakšne stvari ima zraven in je kar težko najti informacije ta prave, glede vsega, no, praktično, glede obdavčitev, glede lastništva, glede vseh stvari. Je kar naporno tole. Nimaš občutka, da se lahko na koga obrneš, recimo, da obstaja organizacija, ki nosi v sebi ime kmetijska, pa... Tako kot zavod Kranjski, tam so res veliko pomagali, največ sem še od njih dobil tak. Je res tako specifično za vsaka kmetija, da pa tudi na zavodu ne vejo vseh stvari od svoje družine, od dejavnosti, ki so zraven in tako naprej. In je pač en miks vsega je tukaj, ki je treba to nekako pol, kako bi rekel, skuhati, a ne, da pol pride ven v redu. Ko včasih ti pač lahko en papir, ki ga narobe preložiš, pač ekonomsko se to lahko veliko pozna na koncu, ne, če za take stvari pač pol moraš delati, namesto da bi pač vlagal v kmetijo naprej. Kje sta vidva iskala prav to, kar je Jakob izpostavil? Vendarle in frutke in mocarelce, a ne, vse to pa HACCP sistemi. To je taka mreža zahtev, ki jih ne poznajo in rešitev nanje še niti včasih pristojni zavodi, ne. Kje? A ne, včasih smo rekli kmetijska svetovalna služba. Kje vidva iščeta?
Jaz sem imel tle to srečo, da sem... Da smo Jakoba poznala. Ja, ne, jaz sem imel to srečo, da sem dobil evro, ne. Ker jaz bi tle zelo slabo znajdel, moram biti še slabši kot Jakoba, ne. In ja, in tukaj lih ta čar dopolnjevanja, ne. Ja, drugače pa ja, internet pa take stvari zelo pripomorejo. Ja, po drugi strani pa zelo zakomplicirajo, zato ker pač dobiš ogromno informacij, pa na koncu vse nisi sigurno, kje so zdaj tiste ta prave. In tako, kot je Jakob rekel, v bistvu nas to prisil, da pač ti nisi samo kmet, ki se pač ukvarja s tisto glavno stvarjo, ki bi mogla biti bistvo, se pravi, da pridelaš hrano, ampak moraš biti dobesedno zraven tajnica, računovodja, vsaj tiste osnovne stvari moraš obvladati, ker drugače te bo že računovodja čudno gledala, če ne razumeš nič. Potem moraš, zdaj, če imaš izdelke, moraš biti sirar, moraš marketing delati, moraš ozaveščati kupce, ni da ni, kaj si vse. Zdaj, en kup enih informacij, ki pač mislim, da bi bilo dovolj za 5 različnih ljudi. Zdaj, kmet je pa prisiljen, da to v bistvu sam vse, pa ne vse združuje. Pa zmer je usporedno, recimo papirologija je zmer usporedno z vsem ostalim delom na kmetiji. Mi nikoli nimamo gunih, recimo, prostega popoldneva ali pa nekega obdobja, da boš pa zdaj rekel, je pa namenjen za papirje. Načeloma si ga lahko vzamemo, sam pol nek drugi trpi, to sigurno. Je pa malo stvar odločitve, pa malo tudi stvar, kakšen obseg dela te zraven tega čaka. Zato je pač tako važno, da pol na teh družinskih kmetijah, kot jih imamo mi po mojem, da delamo skupaj, zato ker to je edini način, kako pač zadevo lahko spelješ realno. Vsak ima vseeno mogoče neko področje, ki mu gre malo boljš. Zdaj, velikrat je pač tako, da potem, žena lažje papirologijo prevzame. Zakaj? Zato, ker to najlažje uskladiš z varstvom otrok. Ampak hočem reči, zelo pomembno je, da sodelujemo med sabo, brez tega sodelovanja mi ne bi mogli peljati družinskih kmetij, tako kot jih peljemo. In zelo problematično se meni pa zdi, zdaj, če gledamo na skupno kmetijsko politiko na prihodnje, želje, cilje, ki jih hoče uveljaviti, kar se tiče neke socialne podporne mreže, da bo neko nadomeščanje potencialno na voljo spet samo za nosilca kmetije. Govorimo o nadomeščanju za porodniške dopuste in tako. In pač bolezen. Zatakne se že sam pri tem, če si ti takrat, ko moraš papirje oddati, zboliš. In zdaj to, kot je Jakob rekel, to je tako specifično. Jaz nimam številk točno, recimo, na kateri nivi je bilo kaj točno upravljeno. To ima ta on pa tast. On nima številke točne, koliko smo mi zdaj sira predelali. Ampak zelo, zelo nepopustljivi so pri datumih. Nam pa tempo načeloma narekuje narava. Zdaj, takrat, kad je pa vreme, moraš ti stvari podelati, moraš pokositi, ne pa papirje izpolnjevati. Odšel sem tja, kjer je daljši dan, kjer se mestni svet konča, kjer namesto asfaltnih cest vodi le steza. Hiše razpršene kot jata plahih jerebic, čas utripa drugače, če živiš v eni od gorskih vasic. Tisti večer sem žganje pil, kot ga pije gospodar. Bog mi v jezik je dal moči in takrat sem jaz spoznal. Soseda mlada prisedla je, sreča v njene samoči. Ko smo pili, sem jo gledal, kako se mi smeji. Gorska roža čaka me, gorska roža, da vrnem se. Moji špeli iz planin, pod srcem pustil sem spomin. Brez staršev je, a fantov ni, ki bi ženili se v gori. Zjutraj gre v tovarno, saj z majhno kmetijo pač ne gre. Vzljubi
soncu je, čutiš hladen že objem. Postajal sem nemiren, saj začutil sem jesen in pravi: Odreja, poglej okrog, zdaj postal si del planet. Odreja, jaz se bojim, da nekoč te ne izgubim. Gorska ruža čaka me, gorska ruža, da vrnem se k moji špili iz planin. Z njo me čaka najin sin. Andrej Šifrer in pa njegova Gorska roža sta nas popeljala še do zadnjega in pa tretjega dela oddaje Glas podeželja. Prenašanje znanja o družbi starejših generacij na mlajše ter povezovanje sta pomembna temelja rasti tudi na podeželju. Kako pa Zvonko Dolinar, ki je predal sinu Jakobu kmetijo, ko je ta dopolnil 25 let, pove o sodelovanju prejšnjih in generacij danes. Pomagali se je, a ne, tu si hunde. Čeprav pri ta mladih pa vidim tule, da zelo dobro se deluje, a ne. Mislim, brbet kot smo med druh takrat, a ne, čistku, a ne. Jakob, bil si izpostavljen v dobronamernem smislu, seveda. Je to tisto, a ne? Zdaj, če ne najdete na posameznih institucijah odgovorov, si potem mladi kmetje med sabo pomagate. Zdaj ni treba s konjem 2 dni hoda, a ne? Ampak vendarle se lahko hitro skomunicirate, si pomagate pri teh stvarih, kjer so potrebni hitri odgovori pa specifična vprašanja. Ja, seveda. Ker ko ne veš, na koga se obrneš, pač poiščeš enega, ki ima podoben primer, povprašaš kakšen. In včasih oba ne vesta, kako bi se kje rešili, pa se pa že najde skozi debato, kakšno rešitev. Ja, tudi jaz velikokrat zgovoriva z Matevžem ali pa z Evo o kakšnih problemih in stvarih in da skupaj ugotavljamo, kako se kakšna rešitev najde, pa seveda eno od drugega se lahko veliko naučimo. To je v bistvu tisti smisel povezovanja, a ne? Čeprav bi kdo zunanji rekel, se so si konkurenca, a ne? Oboji imajo sir, eni imajo sicer trde sire, drugi imate mehke sire. Ni to konkurenca, za vse je dovolj trga, a ne, Matevž? Mi do zdaj, ko so štartala to zgodbo, so si nekako tako kuj zapeljala, pa se tudi sama pri sebi razčistila, da ne bomo nikoga videla kot konkurenco, pa upala sva si, da naj tudi drugi ne bojo videli. Zaradi tega, ker sem mi da prišla na trg, ki je že mogoče kdo rekel, da je nasičen, malo jaz ne vem, če je nasičen, ne? Pač mogoče treba malo svežine dati, malo novega pristopa, kaj malo drugače, pa skupne moči še zmeraj načeloma za te stvari je velika. Ne? Če je marketing dober. Pa ni, ne. In če je izdelek dober. Ne, zato ker... Vsem mora biti, ne? Najbolj pomemben je izdelek. Dober izdelek bo že najdel pot. Lih to, ne, zato ker po eni strani dober marketing, ne, ga imajo tudi velike trgovine in podobno, ne, pač pripelje stranko prvič. Zdaj, če imaš pa ti nek dober sir, neko kvaliteten jogurt, ne vem kaj, boš pa pridobil stalne stranke in to so tiste, ki so največ vredne, zato ker a ne, one cenijo tvoj izdelek in one te podpirajo tudi takrat, ker gre mogoče malo slabi. A ne, se pravi, cene na globalnem trgu nihajo, ampak oni bojo tebi zvesti, če boš imel ti nek kvaliteten izdelek, za katerega je vreden denar. Ker se tiče pa povezovanja, samo po mojem, predvsem takole v sirarskem združenju slovenskem tudi, je zame zelo primer dobre prakse, ker midva vse te informacije, ki smo prej govorili, sva dobila lih prek drugih sirarjev. A ne, oni predvsem, a ne tudi takole, kad se družine, ki se že po 20 in več let ukvarjajo s sirarstvom, zato sem tudi Jakoba pač izpostavila, ne. Na začetku sva njega pač spraševala pa iskala informacije, ne, ker oni so šli skozi to že toliko časa nazaj, da tako kot starešine gledajo na nas mlade sirarje. In so bili takrat pripravljeni. So odprtih vrat sprejeli, kar je neverjetno. Tega mora biti v osnovni dejavnosti je težji, kot pa pri teh so le malo bolj specifične izzivi in težave. Pa zdaj že drugače, pa že jaz več radi sprašujem. Vsak ima nek svoj področje. In lih to je to, ker se mi zdi tako lepo, da se tudi zdaj mogoče večkrat spet v živo, ki jo ujamemo, se srečamo, pa si izmenjamo težave, ker to so ljudje, ki nas najbolj razumejo. Ker imajo iste težave. Hvala, ker ste se srečali tudi pri nas, pa pogumno naprej.
Hvala lepa. Zunaj srečo sem iskal, planet prepotoval, videl vele mesta sveta. Tam, kjer ne obstaja mrak, dihal sem drugačen zrak in pozabil, da sem tukaj doma. V Ljubljani se obrnem nazaj, zdaj vrača me pogled gorenski raj, kjer gore se dotikajo neba. Tu, kjer sem rojen, je najlepši del sveta. Doline izpod Triglava, tu je moja mati, nekoč bila doma, gorenska Ljubljana. Eno sonce je povsod, iste zvezde so drugod, a oko jih tam ne pozna. Tam drugače teče čas, narcis ni kot pri nas, zato ostal bom tukaj doma. Ljubljani spet obračam nazaj, spet vrača me pogled gorenski raj, kjer gore se dotikajo neba. Tu, kjer sem rojen, je najlepši del sveta. Doline izpod Triglava, tu je moja mati, nekoč bila doma, gorenska Ljubljana. Kjer gore se dotikajo neba, tu, kjer sem rojen, je najlepši del sveta. Doline izpod Triglava, tu je moja mati, nekoč bila doma, gorenska Ljubljana. Doline izpod Triglava, tu je moja mati, nekoč bila doma, gorenska Ljubljana. Ste na pravih frekvencah Radia Sora.